Četrta postna nedelja nam prinaša evangeljski odlomek o izgubljenem sinu. Vsaj rečemo izgubljeni sin, čeprav v njem v resnici nastopajo tri osebe, ki so pomembne, ki so ključnega pomena, namreč oče, starejši sin in mlajši sin. Zgodbo poznamo, mlajši sin zahteva od očeta svoj delež dediščine, potem z njim gre, veseljači, zapije, gre z ženskami, kocka, dokler mu denarja ne zmanjka, dokler ne pristane potem kot pastir svin, sestraden in lačen do te mere, da nima niti tega, kar imajo za jesti svinje. To je za njega priložnost za premislek, kot pravi evangelij, gre vase, pomisli, se spomni, da pri očetu imajo služabniki več za jesti, kot ima on, in sklene, da se vrne k očetu, da ga prosi odpuščanja za vse, kar je naredil, in da se mu ponudi kot služabnik, da se mu ponudi kot pastir. Vrne se k očetu, se mu opraviči, oče naroči, naj mu prinesejo prstane, naj mu prinesejo obleko, naj mu prinesejo obuvalo, oče sinu vrne prvotno sinovsko dostojanstvo. Potem naroči tudi, naj se naredi gostija, naj se pripravi zabava, ker ta, ki je bil mrtev, se je zopet vrnil. V tistem času, pravi zgodba, se potem še starejši sin vrne s polja, pa ne želi vstopiti in želi, da pride oče ven k njemu in mu pojasni, zakaj vse to slavje. Ko mu oče pojasni, da se je vrnil mlajši sin, njegov brat, starejši sin noče vstopiti, ker pravi, glej, jaz sem ves čas tukaj, a mi nisi nikoli naredil zabave, ta pa, ki je vse tvoje premoženje zafrčkal, pa se je zdaj vrnil, njemu pa narediš zabavo. In oče še enkrat skuša razložiti, ta, ki je bil, vse, kar je moje, je tvoje, ta tvoj brat, mlajši brat, ki je bil pa izgubljen, je pa zdaj najden. In to je razlog za veselje. Lahko bi rekli v resnici, da evangelij morda celo bolj kot o obeh sinovih je pravzaprav o očetu. O tem očetu, ki je usmiljen in ki pravi, potrebno je, da se veselimo. Potrebno je, da se pripravi gostija. Potrebno je razveseliti se tega sina. Oče na nek način ima trojno vlogo. Po eni strani on je tisti, ki nam razodene svojo brezpogojno ljubezen do sina, ki je grešnik. Obenem nam razodeva tudi svoje veselje ob tem, ko mlajši sin, grešnik, prepozna v očetu dejansko obraz ljubezni. V očetu v resnici prepozna očeta. In potem imamo tudi še starejšega sina, ki ga oče na nek način vabi, da bi prepoznal svojega mlajšega brata v resnici kot brata. Oba sinova sta povabljena k spreobrnenju in na tak ali pa drugačen način predstavljata ljudi, predstavljata vsakega od nas. Spreobrnenje pa mogoče ni toliko nek psihološki proces, v katerem človek, ki je grešnik, se obrne k Bogu, je veliko bolj, je na nek način, če želite, sprememba ali pa zamenjava te podobe, ki jo ljudje imamo o Bogu. In to je naloga tako za grešnika, kot za pravičnega. Ali pa za tistega, ki se ima za pravičnega. Spreobrniti se bi pomenilo odkriti pri Bogu ta obraz, ki ga Jezus tudi razodeva, obraz Boga, ki je nežen, obrniti se od sebe, stran od sebe, k Bogu, nehati gledati vase v svoj popek, če želite, bodi si zato, ker sem grešnik,
pa je nevarnost, da se zgubim v tem premišljevanju, kako sem grešen, kako sem nevreden, kako sem majhen, kako sem popolnoma oddaljen do Boga in v tem smislu nevreden česarkoli, kar Bog zame naredi. Bodi si, da kot starejši sin morda padem v to skušnjavo, da se imam za pravičnega. Oboje nam na nek način otežuje, da bi prepoznali in da bi se veselili tega, da smo sinovi, da smo otroci Boga, da je Bog naš oče, da bi bilo v tem naše veselje. In lahko bi morda rekli, da je korenina greha je naša slaba podoba ali pa napačno, slabo mnenje o očetu. In to imata tako starejši kot mlajši sin, imate težave s to podobo o očetu. Prvi mlajši, kot smo rekli, zato da bi se osvobodil, se preda uživanju, a ne zbere to strategijo, da bo sledil užitku, zapravi na nek način vse, kar dobi, išče zadovoljitev svojih, če rečemo tako, potreb, kar ga postopoma oddali od očeta, kar ga od tega uporništva ga pelje potem do tega, da v enem trenutku morda celo pozabi, kdo je njegov oče, ga mogoče celo pripelje do nekega nihilizma. Ampak tudi drugi sin v drugi skrajnosti pa ima prav tako težavo s podobo očeta in vstopi v to razmišljanje, da je vse, kar je religija, je pravzaprav vezano na zapovedi, ki jih je potrebno izpolnjevati. Moram izpolniti neke zapovedi, moram izpolniti neke predpise. Obe skrajnosti sta nevarni. Tako ateizem kot nek fundamentalizem, tako po eni strani nihilizem, kjer ni nobenih vrednot, kot po drugi strani postavljanje samega sebe v vlogo žrtve. Oboje izhaja iz iste napake, če želite, ali pa iz istega izvira, iz tega, da ne poznamo Boga, iz nepoznavanja Boga, iz nepoznavanja tega, kdo je Bog. Vedno, kadar smo skušnjavi, da bi Boga si predstavljali ne kot očeta, ampak kot nekega gospodarja, starejši in mlajši sin imate težave s tem in tudi vsak od nas ima lahko težave s tem. In v tem se mi zdi, da smo poklicani k spreobrnenju. Da bi mlajši sin razumel, da je oče ljubeč in usmiljen in da ni nevarno, da bo vesel, če pride nazaj. Po drugi strani pa tudi, da bi starejši sin razumel, da je oče, zakaj je oče usmiljen. Da je oče usmiljen zato, ker svojega sina, tudi mlajšega sina ljubi in tudi starejšega sina vabi v to isto logiko, v to isto razmišljanje, v ta isti pogled. In ko boste prebirali, ko boste poslušali nedeljski evangelij, bodite pozorni na to, da starejši sin očeta nikoli ne pokliče oče. In v resnici Bogu težko rečemo oče, dokler svojemu bližnjemu ne rečemo brat ali sestra. Dokler je moj bližnji grešnik, dokler je moj bližnji prevarant, dokler je moj bližnji goljuf, bo Bog težko dobil to podobo očeta. In vendar, samo skozi ta pogled Boga, ki je usmiljen, Boga, ki je zaradi ljubezni do nas usmiljen, samo skozi to prizmo, skozi ta pogled se mi zdi, je mogoče razumeti Pavla, apostola Pavla, ki se v enem trenutku, ko svetega Štefana kamnajo, Pavel se ima za zvestega farizeja, ki mu ni mogoče ničesar očitati, ker je vedno izpolnjeval vse zapovedi.
In vendar, tudi Pavel mora potem iti skozi spreobrnjenje in razumeti, da naše veselje, da naše zadovoljstvo, da naša vera ni v tem, da v polnosti izpolnjujemo postavo, ampak da je v tem, da prepoznamo Boga, kot nam ga razodeva Jezus Kristus, se pravi na nek način prehod od naše lažne pravičnosti, prehod k Božjemu usmiljenju. Bog nas prepozna vse kot svoje sinove, bodi si, da smo grešni, bodi si, da smo pravični, preprosto zato, ker je Oče. Da bi ga tudi mi tako prepoznavali, da bi nam ta postni čas pomagal usmeriti naš pogled stran od nas samih, najprej k Bogu, da bi se pri njemu učili usmiljenja, da bi se pri njemu učili ljubezni.